Gospod z vami. In z tvojim duhom. Iz svetega Evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus povedal množicam priliko. Rekel je: Nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je posejal dobro seme na svoji njivi. Medtem, ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, zasejal julko med pšenico in odšel. Ko je setev zrasla in šla v klasje, se je pokazala tudi julka. Prišli so gospodarjevi služabniki in mu rekli: Gospod, ali nisi posejal dobrega semena na svoji njivi? Odkud torej julka? Dejal jim je: Sovražnik je to storil. Služabniki pa so mu rekli: Hočeš torej, da gremo in jo poberemo? Nikakor, je dejal, da morda med pobiranjem julke ne izpulite z njo vred tudi pšenice. Pustite, naj oboje skupaj raste do žetve. Ob času žetve pa porečem žancem: Zberite najprej julko in jo povežite v snope, da jo sežgemo. Pšenico pa spravite v mojo žitnico. Še drugo priliko jim je povedal. Rekel je: Nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je nekdo vzel in vsejal na svoji njivi. To je res najmanjše od vseh semen, ko pa zraste, je večje kot želišča in postane drevo, tako da priletijo ptice neba in gnezdijo na njegovih vejah. In povedal jim je spet drugo priliko. Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga vmesila v 3 merice moke, dokler se je vse prekvasilo. Vse to je Jezus povedal množicam v prilikah in ničesar jim ni govoril brez prilike, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi: Odprl bom svoja usta v prilikah in izrekel bom, kar je skrito od začetka sveta. Tedaj je odpustil množice in šel v hišo. Njegovi učenci so pristopili k njemu in mu rekli: Razloži nam priliko o julki na njivi. Odgovoril je in rekel: Sejalec dobrega semena je sin človekov. Njiva je svet. Dobro seme so sinovi kraljestva, julka pa sinovi hudiča. Sovražnik, ki je zasejal, je hudič. Žetev je konec sveta, žanci pa so angeli. Kako torej pobirajo julko in jo sežigajo v ognju, tako bo ob koncu sveta. Sin človekov bo namreč poslal svoje angele in pobrali bodo iz njegovega kraljestva vse, kar je vzpotiko, in tiste, ki delajo krivico. Vrgli jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje zobmi. Takrat bodo pravični svetili kakor sonce v kraljestvo svojega očeta. Kdor ima ušesa, naj posluša. To je Kristusov evangelij. Kar v 3 prilikah nam danes Jezus pregovori, in tudi prvo priliko je razložil svojim učencem, da so lažje razumeli. Verjetno bi težko tako izluščili pomen te prilike, če ne bi sam Jezus spregovoril, kaj pomeni ta julka in pšenica skupaj na isti njivi.
Nekje sem slišal, da je v začetku rasti pšenice njulke ta bilka zelo podobna. Da je zelo težko prepoznati, iz katere bilke bo pšenica, iz katere pa julka, ki je plevela. In zato je tudi v tej priliki tako hitro označeno pustite pri miru. Ker se lahko zameša in se izvije od trga spuli ven tudi pšenico. Potem, ko pa zraste obe rastline, se pa prepozna. Na pšenici klas je, tam pa dejansko prazna rastlina. Zanimivo pa mi je to, da ko so v priliki ti služabniki opazili, da je plevel med pšenico, so takoj rekli gospodarju, ali naj gremo in jo poberemo. V našem življenju se je prav, da prepoznavamo stvari, ki niso dobre, ki niso primerne. Lahko bi rekli, da prepoznavamo greh, zaradi tega, ker če ga ne prepoznavamo, v grehu živimo. Je pa res tudi človeška želja, da bi takoj uredili stvari, tako kot sami vemo, da je prav. Smo poklicani res v urejanju stvari, tudi svojo besedo držo, da rečemo, to ni na pravem mestu, to ne vodi v dobro prihodnost. Vendar je prav, da tudi priznamo, da nobena človeška sodba ni popolna. Ker noben človek ne vidi vsega polnosti in je sodba pridržana Bogu. Bog je tisti, ki človeka vidi v polnosti, ga tudi sodi, pa vendar tudi odpušča. Zato tudi Jezus pravi ob koncu sveta, lahko bi rekli, ob koncu mojega življenja pa se bo pobirala julka in ohranila pšenica. Zato smo tudi slišali v prvem berilu, kako iz knjige modrosti zapiše svetopisanski pisatelj, da prihaja Gospod in razkazuje v tem, da odpušča, da sodi z veliko prizanesljivostjo. Ne pravi stara zaveza, da Bog ne sodi. Bog je pravičen in prav v razsodbi se pokaže pravičnost, ampak pravi z veliko prizanesljivostjo. Človek včasih sodi zelo trdo, zelo odrezavo, lahko bi rekel celo kruto. In svojo sodbo lahko človek prizadene drugega. Bog tudi sodi. Ampak ta sodba je pravična. Ne zato, da bi Bog prizadel človeka, ampak zato, da bi, če se človek kesa, tudi lahko Bog odpustil človeku. Ob koncu prvega berila pravi svetopismo, ker daješ po grehu čas za kesanje. Bog daje človeku čas za kesanje. V priliki smo slišali, ali naj gremo in poberemo, pa če gospodar pustite, naj bo čas za kesanje. In tukaj imamo lahko tudi nekako, jaz bi rekel, veliko hvaležnost, tudi nam Bog daje čas za kesanje. Ni ta prilika samo usmerjena, da pogledamo na življenje drugih, ampak tudi na svoje lastno življenje. Tudi pri nas raste julka, ampak Bog nam daje čas za kesanje. In naj bo ta Božja beseda vzpodbudo, da bi zmogli prepoznati tisto, kar je slabo. Da bi te stvari iz življenja izločali. In potem je lahko naše življenje podobno, kot je tudi naslednja prilika, kot majhnemu gorčičnemu zrnu.
res majhnemu zrnu, iz katerega raste velika stvar, ali pa kvasu. Tako malo je potrebno, ampak če je kvas dober, potem bo tudi naredil tisto, kar pričakujemo. Če bo kvas slab, ne bo šlo. Jaz se spomnim, nisem pri uglasnih stvarih vešč, ampak vem, ko je mama rekla, ne gre. Kaj s tem kvasom, da ne gre? To imam v spominu. In takrat sem se zamislil, kaj pomeni, če kvas ni dober. Ne gre, ne vzhaja. Ni tisto, kar bi človek hotel. Če pa kvas dober, malo se ga da. Ne vidi se ga več. Rezultat pa je. In naj bo tudi naše življenje kot kvas v tem svetu, v katerem živimo. Da bi tudi po nas bilo lahko v našem življenju ali pa med ljudmi, s katerimi se srečujemo, navzočnost svetega, Božjega. In potem smo kot tista pšenica, ki se jo Gospodar razveseli. In to je lahko tudi spodbuda za druge ljudi, ki nas vidijo, ki nas poznajo in lahko tudi ob nas usmerjajo svoje življenje v dobro, pravo smer. Naj bo pomoč tudi izpoved, molitev vere, v kateri se vsako nedeljo priporočamo Bogu in ga priznavamo za svojega Gospodarja. Skupaj zvolimo.